Če kot podjetnik ali podjetnica tudi ti kdaj naletiš na komentar, kot je recimo tvoje cene so pa previsoke, to je predrago za tvoje storitve ali produkte in se v tem ne počutiš čisto ok, potem je ta video skoraj nujen zate. Če si že vsaj nekaj časa v poslu, potem verjetno si že naletel oziroma naletela na kakšen komentar, da so tvoje cene previsoke. In če nisi, potem je verjetno zelo nekaj narobe s tvojimi cenami. Kot podjetniki se velikokrat lahko soočimo s takimi komentarji in tudi v drugo smer, da so tvoje cene lahko mogoče celo prenizke. In če imaš isto ponudbo in isto storitev, lahko dobiš tudi oboje, da so tvoje cene previsoke in prenizke. Zakaj? Zaradi tega, ker smo ljudje različni in nekaterim bo nekaj predrago, drugim bo se pa zdelo zelo poceni. Kot podjetniki pa si to velikokrat lahko vzamemo preveč k sebi, preveč osebno in nas tak komentar lahko zelo prizadene. Zato v tem videu s tabo delim malenkost moje zgodbe, kakšne cene so previsoke, koliko odgovorov ne in da bi moral dobiti in pa kako se soočiti s takimi komentarji. Naj s tabo najprej delim eno mojo zgodbo, kako sem se soočila prvič na začetku svoje poslovne poti s tem komentarjem, da so mogoče cene previsoke. Čeprav na začetku sem imela res zelo nizke cene, zato ker sem ponujala in izvajala, sem vseeno dobila tudi kdaj pa kdaj komentar, da so moje cene predrage. In priznam, da sem si to vzela zelo k srcu, prizadelo me je in začela sem razmišljati, ali res, celo v moje misli so se prekradle tiste misli, da mogoče bi pa delala kar zastonj. Ampak seveda v poslu to tako ne gre, zato sem mogla narediti naslednji korak, to prerast, zamenjati svoj mindset in to želim danes deliti tudi s tabo. Kako? Pa gremo najprej pogledati sploh tvojo ceno, ali je dejansko previsoka ali prenizka. Zdaj, moraš se zavedati, da zmeraj se bo najdla oseba, ki bo rekla, to je predrago in to je prepoceni. Za tvojo isto storitev oziroma za tvojo isto ceno. Zakaj? Zaradi tega, ker smo ljudje enostavno različni in imamo različne vrednote. Nekomu, ki bo to zelo fajn in super, bo cena čisto ok, nekomu, ki mu to ni pomembno, bo cena lahko čisto previsoka. In to je ok. To ni osebno mišljeno zate, da si ti slaba oseba ali karkoli povezano s tem. To je samo percepcija, ki jo tista oseba v tistem trenutku ima. Zato je tukaj fino, da se najprej vprašaš, koliko imaš recimo teh odgovorov ne. Koliko imaš teh odgovorov, da je mogoče previsoka cena. In zdaj, če teh odgovorov, recimo, da daš 10 ponudb in od tega 3 ponudbe ali pa 5 ponudb je pozitivno oziroma potrjenih. To pomeni, da so tvoje cene najverjetneje prenizke. Torej, to je lahko en znak, ki ti pove, da so tvoje cene prenizke. Zato lahko poskusiš z višjimi cenami. Oziroma, če ti to pomaga, lahko pri sebi rečeš, ok, cene so ok. Naslednji trik, ki ga lahko uporabiš, da ugotoviš, ali so tvoje cene ok ali ne, je, da se poskušaš postaviti v kožo oziroma čevlje svoje idealne stranke. Zdaj, probaš se znebiti vseh čustev, ki jih imaš vpleten v svoj posel ali kakorkoli. Probaš biti popolnoma nevtralen oziroma nevtralna in poskušaš pogledati na to svojo ponudbo. In potem se vprašaš, ali bi jaz kot nek primerek svoje idealne stranke bil pripravljen oziroma pripravljena kupiti tole ponudbo. Ali se mi zdi cena ok. Če je tvoj odgovor, ja, itak, 100%, takoj bi investiral v to, potem se drži tega. Tvoje cene so potem zelo ok. Če pa je tvoj odgovor ne, oziroma dobiš tisti občutek, da mogoče pa je to res visoka cena za to, kaj dobiš, potem pa je potrebno, da svojo ponudbo dodelaš. Da dodaš neko dodano vrednost in jo nadgradiš tako, da bo tvoj odgovor ja, brez pomisleka, takoj bi to kupil, če bi to bilo na trgu, ko sem jaz imel recimo tale problem. In zdaj, ko si na točki, ko samozavestno lahko rečeš, ok, ta ponudba je vrhunska, ponujam in za tem tudi stojim, lahko zamenjaš torej mindset
In sicer, da vzameš ta odgovor ne iz druge strani oziroma odgovor, da je nekaj predrago, da so tvoje storitve oziroma produkti predragi, lahko obrneš. In sicer kako? To nima nobene veze s tabo osebno, niti s tvojim poslom, niti s tvojo ponudbo. To samo pomeni, da ta oseba, ki ti je to izjavila, je v trenutku, ki je to izjavila v situaciji, ko zanjo ni to pravi čas, ali pa pač nima takšnih vrednot, da bi ji to veliko pomenilo. In kaj je to znak zate? To je znak zate, da to ni tvoja idealna oziroma prava stranka. In to je okej. Ti želiš služiti tvojim idealnim strankam, torej tvojim pravim strankam, za katere lahko narediš tudi maksimum in katere bodo tudi ne samo cenile, ampak res vedele, da je tvoja ponudba vredna, torej bodo blazno zadovoljne. Da ti bo še lažje, evo, ti dam še en primer. Naprimer, če gledava nakup enega avtomobila. Zdaj, nekega mogoče cenovno više cenovnega avtomobila. In zdaj, če gledava dve osebi ta avtomobil. Meni osebno avtomobil nima posebne vrednosti, razen da mi je pomembno to, da je približno varen in udoben. Kako izgleda, kakšne znamke, je meni res vseeno, kakšen je avtomobil in zame nima vrednosti dobene. Na drugi strani pa lahko imaš enega, ki se skozi ukvarja z avtomobili, jih gleda, spremlja, mogoče jih celo zbira oziroma karkoli, pač je totalno nor na avtomobile. Zdaj, če nama predstaviš ti kot recimo ponudnik tega premium avtomobila, je zelo verjetno, da bo moj odgovor ne, meni se ta avtomobil ne zdi vreden, zaradi tega, ker so moje vrednote glede avtomobila to, da je varen, udoben in seveda, da ni predrag in da me pripelje iz točke A na točko B. In to je vse, kar jaz od avtomobila potrebujem. Zame verjetno ta tvoj avtomobil ne bo prava izbira in če ti jaz rečem, da ta avtomobil je predrag, seveda kaj pomeni? Da je to moj pogled na ta avtomobil in nima nobene veze niti z avtomobilom, niti s tabo. Zdaj, če pa ta avtomobil ti ponudiš temu drugemu, ki je blazno navdušen na avtomobili in je čisto navdušen nad vsemi temi deli, ki jih ima ta premium avtomobil, bo pa njegova opaska, njegov odziv lahko popolnoma drugačen. Bo pa rekel, wow, ta avtomobil pa je za to, kar ponuja, zelo poceni. In bo naredil nakup. In ravno tukaj je fora. Ti kot podjetnik oziroma podjetnica služiš svojim idealnim strankam. In zato se ne ukvarjaj z tistimi strankami, ki jim ne služiš, ki niso prave zate. Obljubila pa sem ti tudi, da ti dam še nekaj idej, kako se v bistvu v takih situacijah sploh odzvati. Zdaj, verjamem, da je lahko velikokrat zelo neprijetna situacija, ko ti nekdo reče, da je ta cena predraga in ni vredno ali karkoli. Zato je fino, da mogoče imaš v svoji teh knjižnici odzivov lahko pripravljene tudi neke odzive. Zdaj, kako jaz osebno gledam in se je izkazalo kot zelo super način, je ta, da zmeraj, ko dobim takšen komentar, da je nekaj zelo drago ali predrago ali nekaj takega, zmeraj najprej poskušam razložiti, zakaj je takšna vrednost. In potem vidim po odzivu na nasprotni strani, torej te osebe, ali je to razumela ali me sploh ne sliši. In glede na to se tudi jaz potem vprašam, ali so te njene storitve, ali bi jaz želela v bistvu sploh sodelovati s to osebo. Gledam iz stališča, ali mi je njen projekt zanimiv, ali si ga res želim delati, ali želim podpreti to stranko in tako naprej. In če je moj odgovor da, še enkrat poskušam razložiti, zakaj je takšna vrednost in če si res zelo želim izvesti ta projekt, lahko ponudim celo mogoče nek bonus dodaten. Mogoče lahko stranko vprašam, ali je časovno neomejeno, da mogoče mi pride bolj nasproti časovno in da lahko glede na to potem jaz mogoče prilagodim ceno, kar se sicer zgodi zelo redko, ampak je možnost, da mogoče pomisliš, kako lahko ti iz svojega stališča, če si res želiš delati s to stranko, prilagodiš ceno. Čeprav jaz ne zagovarjam tega, da znižuješ svojo ceno, lahko mogoče pa ponudiš kaki bonus, glede na to, da če govoriš za to potencialno stranko, vidiš, kaj je njen največji problem in je mogoče lahko prideš z dodatnim bonusom nasproti. Zdaj, na drugi strani pa lahko potem kdaj prideš tudi v situacijo, ko vidiš, da to ni tvoja idealna stranka in tudi če bi bila ti pripravljena recimo zdaj
pa si premisliti in reči ja tvoji ponudbi, vidiš, da ni nekega ujemanja in ne želiš sodelovati z to osebo. Zdaj, kako se v tem primeru odzvati? Jaz nikoli v bistvu ne želim požigati mostov, preprečiti se, skregati ali karkoli, ampak želim vedno ostati v dobrih odnosih. Način, na katerega lahko ohraniš še vedno dobre odnose, je tako, da ji v bistvu lahko ponudiš oziroma predlagaš kakšnega drugega ponudnika, ki je mogoče recimo nizkocenoven in bi bil bolj primeren za to osebo. Tako v bistvu hkrati pomagaš tej stranki, rešiš tega, da bi z nekom v bistvu zaključil odnos na negativen način. Upam, da ti je ta video vsaj malo pomagal. Če ti je všeč, te vabim, da se naročiš na moj YouTube kanal. YouTube pa ti bo kmalu priporočal naslednji video, ki si ga lahko ogledaš.